60 let novomeške komunale, nov most čez potok Grahovca, posadili prvo uradno brusniško hrustavko. Dober večer. Voda je vir življenja. Po novomeškem vodovodu se pretaka že 113 let. 60 let pa piše svojo poslovno zgodbo Komunala Novo mesto, katere jubilej so sinoči počastili njeni zdajšnji in nekdani zaposleni ter direktorji, župani 8 občin družbenic in številni drugi gostje. 60 leti so zaznamovale pomembne prelomnice, je v nagovoru poudaril prvi mož javnega podjetja Gregor Klemenčič. Ključna, hkrati zadnja, je projekt hidravlične izboljšave vodovoda v Srednje Dolenjske, s katerim odpravljajo motnost pitne vode v 5 dolenjskih občinah. In sem res ponosen in se zahvaljujem ob tem vsem županom in pa okolici, da smo lansko leto začeli sanacijo vodarn in jih zaključili z tehnološkega vidika letos septembra, tako da po naših pipah teče resnično čista, bistra, neoporečna voda. To je pohvalno, je izpostavil Miran Lovrič iz Zbornice komunalnega gospodarstva, a po izgradnji infrastrukture sledi težji del, vzdrževanje, ki zahteva precejšnja sredstva. O prihodnjih izzivih komunalnih podjetij pa? Če smo nekako zdaj se vsi fokusirali na pitno vodo, se v bodočnosti bomo morali fokusirati tudi na odvajanju in čiščenju. Poslanstvo komunale ostaja skrb za čisto in zdravo okolje, ki ga udejanja z izvajanjem kakovostnih, zanesljivih in strokovnih storitev v javno korist, je dodal. Seveda investicij v prihodnje ne bo ogromno, torej bo treba delati na ukrepih, torej Komunale Novo mesto, da bo sistem funkcioniral učinkoviteje in s tem tudi ceneje za naše uporabnike. Na prireditvi so se zahvalili župani in županom občin, ki jih komunala pokriva, ter vsem dozdajšnjim direktorjem. Najhujše je bilo, da nisi dobil ustreznih materialov. Mi, ko smo vodovode gradili, smo mogli čarati, da smo lahko cevi nabavili, da smo lahko mašine nabavili. Pa tudi posluha ni bilo, je dodal. Danes je drugače, se je strinjal Ucman, zato tudi komunala, ki je sinoči prejela več priznanj, bolje posluje. V podjetju so sicer ponosni tudi na pridobljena certifikata Srcu in družini prijazno podjetje ter certifikat odličnosti. Nekoliko krajšo zgodbo pa piše družinsko podjetje Makoma iz Novega mesta, ki ga je pred 20 leti ustanovil Marjan Košmerl, ko je sklenil pogodbo za prodajo in servis vozil znamk BMW in Rover Group s takratnim uvoznikom vozil teh znamk. Po 2 desetletjih poslovanja v panogi pri nas, glede na merila BMW Slovenija, med prodajalci in serviserji sodijo v sam vrh. Jubilej so obeležili v novomeškem kulturnem hramu, povabljene goste pa so pred dvorano pričakali BMW-jevi lepotci. Ustanovitelj podjetja Marjan Košmerl se še dobro spominja, da so bili začetki težki. Začeli so v najetih prostorih na Belokranjski cesti v Novem mestu. In je bilo treba tako rekoč vse obnoviti, vse začeti. No, ampak po 4 mesecih nam je to uspelo, tako da smo oktobra, potem 96. leta štartali. Po 7 letih so prostori postali pretesni, zato so se leta 2004 preselili v Bršljin, kjer so še danes. Rast podjetja se je skozi leta nadaljevala. Sprva 5 zaposlenih, danes jih zaposlujejo 18. V kriznih letih so se znali prilagoditi nastalim razmeram, kar se jim danes obrestuje. Trg premium razreda raste, mi pa rastemo še hitreje od premium razreda, kar pomeni, da ugodno vpliva na naše rezultate. Znamka BMW namreč sodi v premium razred. Njihovi modeli avtomobilov pa vedno bolj postajajo dostopnejši širšim množicam, še dodaja. Za vztrajnost in nepopustljivost v prvih 20 letih delovanja so jim v Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine podelili zbornično priznanje. Čez poletje so gradili, zdaj pa v sklopu občinskega praznika nove pridobitve v sevniški občini še uradno predajajo namenu. V krajevni skupnosti Boštanj so se razveselili novega mostu čez potok Grahovca in obnovljenega cestnega odseka od šole proti železniški postaji. Most čez Grahovco je na cesti Boštanj Vrh. Zgrajen je bil pred 50 leti, zato je bila njegova varna uporaba v prometu že vprašljiva.
Ureditev s spremljajočo protipoplavno zaščito je stala okrog 70 000 evrov. Most je bil dotrajan, v večkratnih poplavah poškodovan, ni bil več nosilen za ta promet tukaj in z izgradnjo praktično novega mostu smo omogočili normalno prevoznost. Odprli so še prenovljen odsek ceste od šole proti železniški postaji, ki zdaj predstavlja varno šolsko pot. Ker občina prednostno ureja črne točke okrog šol, je župan mlade, ki bodo pridobitve največ uporabljali, povabil k rezanju trakov. Manjkal je del pločnika na zelo ozkem omejenem delu in ta izgradnja nove ceste, vso spremljajočo infrastrukturo, tudi kanalizacijo in izgradnja pločnika bistveno dvigujeta prometno varnost. Hvala, da si to naredili, ker nekako gledamo tako, da kater ni zadovoljen s tistim, kar se v kraju naredi, pol ne rab biti v tem kraju. Jaz mislim, da je vsaka pridobitev je kraj bogatejši. V prihodnje bi si želeli še preplastitev ceste proti vrhu, ki je asfaltno prevleko dobila leta 1986. V enem delu so jo že prenovili, treba pa je urediti še odsek od novega mostu. V Gasilski zvezi Šentjernej so v sodelovanju z gasilskimi enotami iz okolice in Trebnjega izvedli prvo regijsko vajo, v kateri so se gasilci spopadli s 4 možnimi nesrečami, ki nas lahko doletijo. Prva lokacija, Krka v Mršeči vasi. Regijski center za obveščanje dobi obvestilo o pogrešanih osebah na reki. Na terenu odhitijo enote iz Gasilske zveze Šentjerne, ki iščejo pogrešane na bregu in v vodi. Potem je bila tukaj prometna nesreča. Na obvoznici je čez noč avto zgrmel z ceste, nam pa se je podrlo še drevo, tako da je bila nesreča še toliko večja. Pri gradu Vrhovo smo se preizkusili v čiščenju ruševin in iskanju pogrešane osebe v ruševinah. Na koncu pa so posredovali ob eksploziji in požaru v kotlovnici v kulturnem centru. Z vajo so preverili tehniko, s katero razpolagajo v gasilskih domovih, delo z radijskimi postajami in pozivniki ter usposobljenost gasilcev. Kot PGD Šentjernej pogrešamo kvalitetne prostore, v kateri bi lahko delali in bi tudi omogočili boljše pogoje za delo društva kot delo Gasilske zveze in v končni fazi štaba, kot smo ga danes videli. V vaji je sodelovalo prek 100 gasilcev iz Mokronoga, Trebnjega, Škocjana, Šmarjeških Toplic, Kostanjevice na Krki ter Gasilske zveze in Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Zato je pomembna predvsem organizacija. Tukaj je veliko število gasilcev in da se to prav razporedi je zelo pomembno. Vodja vsega je Boštjan, Vitr je tehnično reševanje, priprava orodja Igor iz HTRV-ja ven vse. Vesles, Luka, Nikolaj, reševalna oprema za poškodovanca. Poleg članov vseh 10 prostovoljnih društev v občini Šentjernej pa so se v eno akcijo vključile tudi članice tamkajšnje enote prve pomoči civilne zaščite. Za svoje zdravje lahko marsikaj naredimo z zdravim načinom prehranjevanja. Zato so se v zdravstvenem domu Trebnje ob nedavnem svetovnem dnevu hrane in svetovnem dnevu sladkorne bolezni odločili za razstavo panojev o zdravi, pravilni in raznovrstni prehrani. Panoje so razstavili v prostorih zdravstvenega doma, da so na ogled čim širšemu krogu ljudi. V bistvu ne vidimo smisla, da bi bila to kot neka stalna razstava, ampak bomo občasno razstavljali, tako da računamo tle nekje 14 dni do 3 tedne. Potem pa razmišljamo tudi o sodelovanju z večjimi podjetji, s Centrom za izobraževanje in kulturo, mogoče z domom starejših. Gre za 10 panojev, ki so razdeljeni v več sklopov, od splošnih navodil za zdrav način življenja do specifičnih. Naprimer vitamini, minerali, v katerih živilih jih je več, koliko jih določeno živilo vsebuje, koliko soli naprimer lahko uporabimo v vsakodnevnem pripravi hrane. Tako da se mi zdi, da so zelo uporabni nasveti. Ko nastopi bolezen, jo zdravo prehrano lažje obvladamo, predvsem pa lahko z raznoliko prehrano bolezen preprečujemo. V zadnjem času je poudarek na omejevanju in ne več preprečevanju določenih vrst hrane. Tudi včasih kaj sladkega paše, čeprav sodi v vrh prehranske piramide, če je tega občasno in po zdravi pameti, tega ne preprečujemo. Tudi pri maščobah, nekaj maščobe že celične membrane potrebujejo, nekaj holesterola je potrebno, seveda pač mora biti količinsko omejeno.
V zdravstvenem domu sicer deluje tudi zdravstveno-vzgojni center, v okviru katerega izvajajo različne delavnice, napotke pa je možno dobiti tudi v obliki prospektov. Kar 17 let je bilo potrebnih, da so v Velikih Brusnicah danes lahko posadili prvo uradno priznano brusniško hrustavko. Pred 2 letoma je ta sorta češnje z odločbo postala uradno priznana, potem pa je bilo treba sadike še vzgojiti. Največ zaslug za to, da je sorta uradno priznana, imata Anton Deželan in Jože Ban, oba vesela, da bo moč saditi brusniško hrustavko in jo, zdaj ima namreč rastlinski potni list, tudi prodajati. Dobili smo skrbnika, ki bo skrbel za to brusniško hrustavko, da bomo dobivali sadike. Ona ima vse papirje, tako da se trži z njo tudi po celotni Evropi. S tem se bo naša češnja tudi ohranila. Še posebej je želja, da bi jo sadili domačini, zato bodo nekaj sadik že letos podarili. Sicer pa bi jo na svojem vrtu ali v sadovnjaku radi imeli povsod po Sloveniji. Zanimanje je dejansko večje, kot smo pričakovali. Za to sezono pravzaprav smo jih že oddali več ali manj vse. Za posajeno drevo, ki bo korenine pognalo za gasilskim domom, bodo najverjetneje skrbeli domači gasilci, ki v sodelovanju s krajevno skupnostjo vsako leto pripravijo praznik češenj. Bi bilo zdaj tudi prav, da bi to mu nadzor aktualni predsednik društva, pač katerkoli bo, in bi se po mojem mnenju tudi bilo prav, da se vodi nekaj evidenca, kam bodo te sadike šle. Da bo posebnica Brusniške doline dobro rasla in obilno obrodila, so na koncu nazdravili še z dolenjskim posebnežem. V letošnjem jubilejnem letu samostojne slovenske države velikokrat poslušamo razprave, kdo je najpomembnejši slovenski osamosvojitelj. Njih malo, ki mednje prištevajo Alojzija Šuštarja, prvega slovenskega nadškofa in trebanjskega rojaka, rojenega na Grmadi. O njem in njegovi vlogi pri osamosvajanju Slovenije je letos izšla knjiga Jerneja Vrtovca, ki pravi, da je bil Šuštar ključna osebnost tega obdobja. On je pomenil referenco, na katero so se tudi naši politiki zagovarjali in zgovarjali, in papežu je ob napadu poslal pismo in je dejal: dragi sveti oče, Jugoslovanska ljudska armada je napadla Slovenijo, prosim te za molitev, prosim te za posredovanje. Šuštar je bil sprva do zamisli o lastni državi nekoliko zadržan. Zdelo se mu je, da bo samostojnost najlažje uveljaviti v okviru Jugoslovanske konfederacije. Gospod nadškof je bil nekako zelo previden, po eni strani zelo navdušen, zvedno je to govoril, narediti je treba, kar se da, in navdušen je bil nad tem, da se bi nekako uresničilo nekaj, kar so mnogi sanjali. Sestra Mira Rožanc je bila nadškofova tajnica ves čas njegovega službovanja, pa tudi v času upokojitve, zato ga je imela priložnost spoznati tudi na osebni ravni. Vse svoje stvari je razdal, kar se mu je zdelo, da je odveč, potem zelo pozoren do teh obrobnih, do brezdomcev, dajal jim je denar, pa vseh drugih, ki so bili v stiski, obiskoval bolnike. Šuštar je bil tajnik sveta Evropskih škofovskih konferenc. Govoril ni veliko, ko pa je povedal nekaj tehtnega, poudarja Vrtovec. Značilen je bil po svoji odprtosti. On si je prizadeval za demokracijo, za dialog in da ne bi sovražili, ampak da bi bili ljudje med seboj spravljeni ter se imeli radi. Šuštar je umrl 29. junija 2007 v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Četrtkove novice so končane, na terenu pa že nastajajo nove zgodbe, ki jih boste, če boste z nami, videli jutri. Lep večer.